Pletev vinske trte je najpomembnejše ampelotehnično opravilo pri zelenih delih v poletnem času. Pravzaprav nadaljevanje je to zimske rezi, imenujemo pa ga poletna rez. Če smo pri zimski rezi nastavili število oči, bomo zdaj pri pletvi pravzaprav določili dokončno število mladic, na katerih je grozdje. Seveda, pletev ima svoje pozitivne lastnosti, predvsem tole, da ko vidimo veliko teh pogankov, da jih razredčimo, da je več osončenosti, da je več zračnosti. Posledica je veliko bolj zdrava trta, veliko bolj izenačen po kakovosti pridelek. Sicer grozdov je manj, ampak bodo pa ti bolj kvalitetni. In pletev je pravzaprav zaključek tistega, kar smo pri rezi, v zimski rezi nastavili. Je pa res, da pri pletvi imamo tudi še dve pomanjkljivosti, predvsem to, da zahteva sorazmerno veliko dela, veliko stroškov, zelo strokovno delovno silo, po drugi strani je pa opleta trta veliko bolj občutljiva na točo. Pletev je sestavljena iz treh operacij ali pa iz treh oblik, in sicer pletev po deblu, pletev na glavi, tukaj so rezniki in čepi za naslednje leto, in pa pletev po dolgem rodnem lesu ali po šparon. Pletev po deblu pomeni, da odstranimo vse poganke, ki so izrasli, ki jih ne potrebujemo, namreč iz pečji očes je pognalo veliko pogankov, pomeni, da trto očistimo, v takem primeru kot tole stranimo, namreč in smo pravzaprav očistili. Pomembno pa je pri pletvi predvsem tole, da pri pletvi puščamo, če vidimo, da je trta slaba in da je treba zamenjati ali pomladiti, pri trti puščamo kakšen poganjek, kakšen zeleni poganjek, ne rabimo vsega odstraniti in ga pustimo za naslednje leto. Iz tega poganjka naslednje leto je lahko čep, čez 2 leti reznik, čez 3 leta je lahko šparon in trto lahko že pomlajemo, znižamo. To je edina prava oblika, kako lahko trto znižamo oziroma kako lahko trto pomlajamo. Pletev na glavi ali v tem delu, kjer je rodni les za naslednje leto, kjer so rezniki, kjer so čepi, je v tem, da očistimo reznik in pustimo šparon in reznik za naslednje leto. V tem primeru isto, v takem primeru kot tole odstranimo in pustimo spet kakšen poganjek in v takem primeru tega smo odstranili in že imamo za naslednje leto, zato to mora plevač biti tudi dober rezač, da ve, da bo naslednje leto naredil šparon, reznik in od tega bo naredil, bom rekel, kakšen reznik. Ker imamo eno šparonsko vzgojno obliko, bomo ravno v tem smislu vzgojili šparon, reznik in čep za naslednje leto. Tretja oblika pletve, ki pa je, predvsem jo svetujemo vsem tržnim vinarjem, ki res želijo imeti dobro kakovost, pa je pletev na šparon ali na dolgem rodnem lesu. Tu je namreč pri trti pri zimski rezi smo pustili očesa, iz katerih tudi izrašča včasih po 2 poganka. V takem primeru odstranimo vsaki drugi poganjek, v tem trenutku še gre vse z rokami in ga očistimo v takem primeru kot tole in imamo potem razporejeno zračno trto, takole, da je vsak poganjek na soncu, da je vsak kabrnk, bom rekel, na zraku in da je potem tudi to grozdje, katero ostane, zelo dobre kakovosti. Ker smo različni vinogradniki, imamo različne vrste pletve, pomeni, da niso vse pletve za vse vinogradnike enake. Tisti vinogradniki, kateri prodajajo grozdje za manj kot 50 centov, naj prosim upravijo samo pletev po deblu, to je mandanje ali čiščenje, to pravzaprav ni pletev, ampak to je enostavno čiščenje trte in ostalo rešujejo, kajti ekonomska situacija jim tega ne dovoli. Vsi, kateri pridelujejo vino in imajo tu nekje večinoma zvrsti do 2,5 evra, naj očistijo deblo in očistijo glavo, predvsem tole. Pri šparonih pa je že problem, naj pustijo, kajti morajo imeti določeno količino. In vsi ostali vinogradniki, kateri pa želijo imeti predelati kakovost, kateri želijo imeti res vrhunsko kakovost,
pa morajo očistiti šparon. Večje, ko je razlika med poganjki, večja je oblika kakovosti. Največja oblika kakovosti je potem, ko odstranimo vsak drugi poganjek. Ampak to je izhodišče za ekološko predelavo, 12-15 cm, pogoj pa je, da trta potrebuje minimalno 8 takšnih poganjkov na trti, da ima tudi za svoj razvoj. Ko enkrat prihajamo v takšno obliko, tukaj je pa že pravzaprav neke vrste zelena trgatev. Veliko grozdja smo odstranili, ampak dokončno količino pa moram povedati, da določamo kasneje, kajti ti grozdji, kateri ostanejo, kateri so redki, so veliko bolj razviti, tudi do 200%, povečajo svoj volumen, so pa tudi izenačene kakovosti, kar je izjemno pomembno za vino, da izhaja iz izenačene kakovosti grozdja.